Pridne si lahko tu. Dober dan. Prva stvar, kot vidite, imamo tule dan zraven nadzornico. Zdaj ne vem, ali bo bolj nadzorovala mene ali ribe. V glavnem, ona bo danes tu zraven. Druga stvar, teta zadeva tule je nova pridobitev v moji pisarni, oziroma kakorkoli bi lahko temu rekel. Zahvalim se lahko enemu svojemu prijatelju, pa v bistvu bivšemu sošolcu, Luka Kejžar. Vsi kontakti, oziroma kjer ga pač lahko kontaktirate, bo odspod v opisu. Jaz vam priporočam, tole je custom made, pa na roke, pa les je, mislim, da varira pač z letnim časom, oziroma nekaj takega, to vse Luka ve. Tako da ja, če hoče kdorkoli okrasiti svojo pisarno oziroma mizo, karkoli, ne dela sam teh mini sablic, ampak dela pač dejansko več stvari, ne vem, po mojih poželjah tudi. V glavnem to on vse ve, tako da njega kontaktirajte. Odspod še enkrat bojo vsi podatki do njega, tako da če pa koga še kaj zanima, pa itak v komentar napiše. Danes bomo pa v bistvu govorili o eni še kar popularni zadevi, ki se ponavadi, če se že uporablja, ali se uporablja narobe, ali pa se uporablja prav, ponavadi ljudje ne vejo, zakaj jo uporabljajo. Pa samo zaradi tega, ker so pač videli enega drugega, bo pa zdaj on to tudi uporabljal. In sicer na željo ene izmed mojih patronk si bomo danes pogledali, kako se pravilno, oziroma kako naj bi se pravilno uporabljal foam roller oziroma valjček, ki se uporablja za samo masažo. Prvo bomo šli skozi ene par raziskav, ki so pač gledale določene stvari, na katere lahko vplivajo foam rollerji oziroma sama masaža z valjem. Pol bomo pa na koncu zaključke potegnili, pa bom jaz povedal tudi, kako jaz sam uporabljam valjček, kako vidim iz prakse, da se lahko uporablja, pa kako naprimer koristi tudi mojim strankam, če ga pač uporabljajo. Ok, pa še zadnja stvar, preden se spustimo v vlog, bi se pa rad zahvalil vsem svojim Patreon podpornikom, ki me še vedno spremljajo, pa pomagajo, da se moj kanal, pa moja vsebina razvija v to smer, ko se razvija. Zdaj pa lahko gremo na vlog. Zdaj, kar na začetku je potrebno že omeniti, da se za obliko samomasaže s temi valjčki pač uporablja več vrst tehnik. In tudi v študijah niso uporabljali vse različne vrste tehnik, kar bomo tudi pol videli. Eni priporočajo zdaj, da se valjčkaš po dolžini mišice, se pravi gor pa dol, eni priporočajo, da se valjčkaš levo desno, eni priporočajo, da sam najdeš trigger točko, tam zadržiš pa pol mišico gibaš, to je tudi meni osebno najljubša tehnika. Eni v bistvu govorijo, da je valjčkanje bullshit, pol se bojo najdli spet eni tretji, tako da tehnik je full work. Bom danes tudi v vsaki raziskavi, pač ko si bomo pogledali, povedal, katero tehniko so uporabljali, pol na koncu bomo pa vse, tako sem rekel, zaključku si pogledali, katero bi jaz, pa na kak način. Zdaj, najbolj mi je v bistvu pri samem valjčkanju všeč to, da je full za raznolike cilje se lahko uporablja. Bomo tudi videli zdaj. Zdaj, naprimer, prva raziskava, ko sem si jo pogledal, je v bistvu pregledovala, kako določeni tipi oziroma določen način valjčkanja, če sploh vpliva na sam rom mišice. To pomeni, vsakič, ko bom rekel besedo rom, pomeni range of motion. Se pravi, v kakšni amplitudi se lahko naša, ne vem, roka raztegne, a bo valjček pri tem pripomogel, da se bo lahko bolj odprla ali ne. V tej raziskavi so gledali tudi, kako vpliva valjčkanje na samo mišično rigidnost. Oni so pač poimenovali stiffness, zdaj to se mi zdi, da je slovenski najboljši približek rigidnost oziroma neka zategnjenost, občutek zategnjenosti mišice, pa kako vpliva na samo mišično moč. V študijo je bilo vključenih 45 posameznikov, tule gre se bojo zdaj podatki kazali, pa študije izsekite, da si lahko vstaviš pa pogledaš. Razdeljeni so bili v 3 skupine. Skupine so se pa razlikovale predvsem v tem, kako dolgo se je kdo valjčkal oziroma koliko setov valjčkanja so naredili. V skupine so bili razdeljeni čisto naključno, tako da je v bistvu neka randomizirana študija bila to zdaj. Ena skupina je valjčkala mišice enkrat po 30 sekund, druga skupina je valjčkala 3krat po 30 sekund, ta tretja skupina so pa valjčkali 10krat po 30 sekund. Valjčkali so si meča, pol so pa gledali dorsifleksijo, pa testirali so samo zategnjenost oziroma rigidnost, kot sem prej rekel, mišice gastrocnemius. Mišica gastrocnemius je ena izmed mišic na mečih, se bo tule zdaj gre pokazala, lahko si jo vidite, kako izgleda. Zdaj, rezultati so pokazali, da v prvi skupini, kjer so se valjčkali samo 30 sekund, razlike v samem range of motion oziroma elastičnosti ali pa moči pred in 30 minut po valjčkanju ni bilo. Pri drugih dveh skupinah se je pa razlika pokazala, bila je tudi signifikantna razlika, ampak je bilo zanimivo, da se je pokazalo, da je bila razlika po 2 minutah, se pravi, oni so se povaljčkali, potem so pa čez 2 minuti šli testirati dorsifleksijo oziroma mišični stiffness ali pa moč, pa so videli, da je razlika, potem se pa po 30 minutah ni kazalo več razlik, se pravi, so bili spet nazaj na začetku. In potem so pač raziskovalci zaključili, da
valčkanje več kot 90 sekund, se pravi ali 3 krat po 30 sekund ali pa 10 krat po 30 sekund, akutno izboljša sam ROM mišice, se pravi range of motion, ampak ne za dolgo časa, se pravi tam do 30 minut, ni pa vplivalo tudi pri skupinah, kjer je vplivalo na range of motion, ni vplivalo na moč. Ni zdaj poslabšalo moči, kar veliko kdo reče, da ko se boš palčkoval mišica mehka, boš imel zdaj slabšo moč, ni bilo pa izboljšanje karkoli v moči. Stiffness se v bistvu itak ocenjuje bolj, je to subjektivna ocena, se pravi en reče, ja, meni se je zdelo, da je bolj zategena, eni ne, sicer oni so preverjali z dorsifleksijo, tam se pač je pokazala razlika, plus stiffness so ocenili, da je bil malo manjši. Se pravi, valčkanje je akutno in kratkotrajno vplivalo na gibanje samih sklepov oziroma amplitude v samih sklepih, ki so jih lahko pač mišice dosegale. Edino, kar bi jaz spremenil pri tej raziskavi, če bi sam delal raziskavo na tak način, se vem, da je težko, ampak zdaj, če lahko tule filozofiram, bi spremenil samo to, da bi uporabljal še različne tehnike valčkanja. Se pravi, oni so uporabljali samo proksimalno distalno, se pravi, gre pa dol, 30 sekund, jaz bi pa uporabljal še tehniko, da v bistvu zadržiš na trigger točki, pa gibaš samo mišico. Se pravi, valček se ne premika, oziroma žogica, kar pač uporabljaš, ampak na tisti trigger točki držiš in pol mišico gibaš. Teta mislim, da je še bolj učinkovita tehnika, vsaj iz vidika pač občutkov. In točno to je v bistvu gledala tudi ta naslednja študija, tako da zdaj tule z rezultati ne bom utrujal, ker je gledala skoraj čist isto stvar, samo da so uporabljali valček, pa dve različni tehniki, pa valček z vibracijo, se pravi, da je še zraven povzročil vibracije, da ne samo, da si ti valčko gre pa dol, da je še malo treslo mišice levo desno oziroma pač vse smeri. Pokazali so se isti rezultati, približno rezultat iz vidika range of motiona je se držal do 15 minut, pol po 15 minutah oziroma pri 30, ko so zmerili, pa ni bilo razlik v range of motionu. Tako da spet akutno vpliv na mišice oziroma na range of motion mišic je. Zdaj, te študije, ko si jih bomo pa tule v nadaljevanju pogledali, so pa v bistvu gledali tudi to, kar mene bolj zanima, in sicer, kako lahko samo valčkanje med treningom, po treningu, pred treningom vpliva na DOMS, zakasnjeno mišično bolečino ali pa muskel fiber. To so 3 besede, ko pomenijo isto stvar. Vnetje v mišici, ki se zgodi zaradi mikropoškodb, ko so se pač natrgala naša mišična vlakna. Prva študija je pregledovala učinke po nekem določenem treningu samega valčkanja, kako je pač pol valčkanje vplivalo na mišični performance, potem, ko so naredili en težek trening. Na začetku naj omenim še to, da je aktivni počitek, to pomeni, da naprimer mi naredimo nek trening za noge, aktivni počitek bo pomenil, ali da gremo direkt po treningu za noge na bicikl ali pa neki čisto easy, da v bistvu predihamo, prekrvavimo, bla bla bla, ali pa da pač, ne vem, naslednji dan ali pa isti dan pol čez par ur naredimo nek sprehod. To je v bistvu aktivni počitek. In aktivni počitek je ena izmed tehnik, ki se uporablja ful pogosto in je ful dobra za nižanje samega muskel fibra, s tem, da ne zmanjšamo adaptacij, ki se pač zgodijo pri treningu mišične mase. Bomo videli pol, zakaj je v bistvu bilo zdaj to pomembno, da sem povedal. V glavnem, 20 mladih moških in žensk med 21 pa 27, se mi zdi, se bo tule zdaj gre pokazalo, je bilo vključenih v to študijo. Vsi so naredili en trening, ki bi mogel povzročiti muskel fiber, se pravi, bil malo višje intenzivnosti, določena pač teža, da so natrgali določeno količino mišičnih vlaken, kar pač pol je privedlo do DOMS-a oziroma pač muskel fibra. In pol so direktno za izvedbo tega treninga po skupinah eni izvedli ali aktivno regeneracijo, se pravi aktivni počitek, to, kar smo prej rekli, ali pa valčkanje. Pol so pa po 24 urah gledali, kakšni so bili učinki, s tem, ko so šli skozi 4 teste, da so pač lahko ocenili mišično moč, mišično aktivacijo, pač vse. Zdaj samo moč muskel fibra oziroma intenziteto, kako so jo pač ljudje čutili, so merili v RPE-jih, če ste že kdaj zasledili kratico RPE, tule ga se bo zdaj pokazala tudi. To je v bistvu Rating of Perceived Exertion. To je subjektivna ocena glede na to, kako bolite oziroma kako ti misliš, da je močen muskel fiber. Zdaj mogoče ocena ni glih ful relevantna, kot iz vidika pač za znanstvene, res pač točne rezultate, ampak je dobra ocena. V glavnem ocenili so, da se je DOMS v obeh skupinah, tudi v tisti skupini, ko so delali samo aktivni počitek, se je zmanjšal v primerjavi s kontrolno skupino, ki pač ni nič od tega delala. Pokazalo se je, da je pri 3 od 4 vaj, ki so jih pač pol testirali, bil muskel fiber ocenjen manjši v primerjavi z kontrolno skupino, z tem RPE-jem, ampak niso bile pa razlike signifikantne med tisto skupino, ko je izvajala aktivni počitek, ali pa med tisto skupino, ko je izvajala valčkanje. Je bilo malo boljš pri skupini, ki so valčkali, ampak ni bilo spet take razlike, da bi lahko rekel, zdaj je pa eno ful boljše od drugega. Je pa bilo zanimivo, da so pri skupini, ki se je valčkala,
bili časi od teh 3 od 4 vaj, ko so pač se izboljšali, so bili signifikantno boljši, kot pa pri skupini, ki je imela aktivni počitek. To pomeni, da ta skupina, ko se je izvalčkala, je bila 24 ur zatem sposobna boljš izvesti trening za moč, je bil v bistvu bolj kot ne visoko intenzivni trening za moč, je bila pač bolj sposobna izvesti tiste vaje in v krajšem času. To pomeni, da se je v bistvu dom se je mogoče čisto malo zmanjšal, mogoče niti ne signifikantno med skupinama, ampak mišični performance je pa bil boljši v skupini, ki se je pač valčkala. Tako da so tudi oni isto zaključili. Sam RPE oziroma ocena muskelfibra oziroma bolečine ni bila neki različna, je pa bil mišični performance boljši v skupini, ki se je valčkala. V drugi so pa v bistvu gledali isto iz vidika muskelfibra, ampak so naredili na malo drugačen način. Spet so bili trenirani posamezniki, mladi, mislim, da od 24 do 36 let, se bo spet tule gre pokazalo, ki so izvajali ekstenzijo kolena. Tu so jih spet razdelili v 3 skupine. Ena je valčkala agoniste, se pravi mišice, ki delajo, ena je valčkala antagoniste, se pravi mišice, ki kontrirajo, v tem primeru so to mišice zadnjih lož, ena je bila pa kot kontrolna skupina in ni delala nič. Zdaj študijo so naredili tako, da so v bistvu naredili eno serijo teh ekstenzij kolena, oziroma ekstenzijo v kolenu, potem so imeli pa 120 sekund pauze in zdaj pač tista skupina, ko ni delala nič, se je 120 sekund pač počivala oziroma sedela, oni drugi dve skupini sta pa 120 sekund valčkale izbrane pač mišice, ali agoniste ali pa antagoniste. Delali so pa serije s težo 10 RM, to pomeni, da so delali s tako težo, ko so jo lahko še oni varno in učinkovito pa lepo premikali za 10 ponovitev. Zdaj prva stvar, ko se je pokazala, je bila to, da in skupina, ki je valčkala agonista ali pa ki je valčkala antagonista, je imela signifikantno boljše rezultate v samem volumnu treninga, potem ko so v bistvu te trening naredili, pa so pol sprobali trening še enkrat narediti, oziroma drug trening narediti zatem, so bili volumensko signifikantno boljši kot skupina, ki ni delala nič. Pokazalo se je pa tudi, da se je ocena samega muskelfibra, oziroma kako je on mislil, da je utrujen oziroma razbolen, se je zmanjšala v obeh dveh skupinah, ki sta se valčkale. Zdaj, bil je mogoče celo malo manjši pri skupini, ki je valčkala agonista, se pravi tisto mišico, ko je delala, kar je po eni strani meni tudi logično, ampak una skupina, ko pa ni delala nič, je imela pač bolj hudo razboljene mišice. Evo pa še zadnja iz tega sklopa, to je pa v bistvu ena, ko sem jaz tudi uporabil v svoji diplomski nalogi, tu so pa v bistvu reševalce iz vode testirali, so naredili pač poligon oziroma simulirali so reševanje iz vode, 100 metrov približno je kravla vsako smer in pol so gledali, kako valčkanje ali pa aktivni počitek ali pa nič vpliva na samo regeneracijo. Se pravi, razdelili so jih isto v 3 skupine, ena se je valčkala z valčkom, ko vibrira dodatno, ena pa je izvajala aktivni počitek. Zdaj, aktivni počitek je bil tam nek sprehod oziroma pač tak, malo hitrejša hoja. Tam je bila tudi bolj všeč, zaradi tega, ker so prvo so merili RPE, se pravi to, kako so se oni počutili, bolj so merili pa še laktat. Zdaj, laktat so merili pa pred samim reševanjem, takoj, ko so pač prišli iz vode, pa so pač nehali z reševanjem in pa pol po 5 minutah, da so videli, kako je padel oziroma če je še vedno bil, pač v katerih nivojih je bil. Zdaj, rezultati iz vidika laktata so pokazali, da tak vibracijski valček oziroma čist navaden valček sta signifikantno bolj znižala samo prirastek oziroma upad pol laktata v krvi po tej preizkušnji v primerjavi z kontrolno skupino oziroma kontrolno skupino, ki je pač izvajala aktivni počitek. Čeprav je aktivni počitek zelo dobra tehnika, to smo že prej razjasnili, glih zaradi tega sem to prej povedal. Zdaj pa kaj se je še pokazalo? Pokazalo se je tudi, da če bi mogli pač reševalci pol iti še na eno rundo reševanja oziroma se pol so tudi to testirali, se je pokazalo, da so mišice bile zmožne narediti več, če so se valčkali s kjerokoli tehniko valčkanja oziroma zdaj s kjerokoli verzijo valčka v primerjavi z samim aktivnim počitkom. Ok, tule si bomo zdaj še pogledali eno študijo, ko je v bistvu bolj za zanimivost dodana. Meni je bila tako še kar pač zanimiva, zato sem jo dodal, pa verjetno se ziher kdo že kdaj srečeval s tem stanjem, ki se mu reče plantarni fascitis. Plantarni fascitis je v bistvu vnetje stopalnega loka oziroma mišice stopalnega loka, ki pač ima več različnih vzrokov, ampak zdaj, ko je glih sezona teka, pa več gibanja v naravi, se mi je pač zdelo, da je fajn to študijo tudi omeniti. Predvsem se kaže v literaturi, da določen način razgibanja mišic oziroma pač klasično raztezanje mišic lahko pomaga pri samem romu giba v gležnju in pa nasploh pri samem občutku pač bolečine v gležnju, ko je pač tudi stopalni lok zatečen.
In zdaj v tej študiji so pač preverjali, če bi pa lahko valček v primerjavi, oziroma kako močno valčkanje v primerjavi z temi klasičnimi razteznimi vajami vpliva na samo stanje. Tule so imeli tudi vzorec malo večji, imeli so 50 oseb, ki so se pač srečevali s tem stanjem, dali so jih čisto naključno v dve različni skupini. Ena je izvajala stretching, ki se uporablja za boljšanje tega stanja oziroma lajšanje tega stanja, ena je pa uporabljala valčkanje. Zdaj rezultati so pokazali, da je čisto v obeh dveh skupinah prišlo do izboljšanja stanja. Je pa bilo zanimivo, pač meni, da je v skupini, ki se je valčkala, bilo stanje še boljše. Predvsem iz vidika, ko pa gledamo, kak je pač bolečina oziroma občutek bolečine, ko se dotaknemo mi določenih mišic, in tu si preverjali pač, kak je bil občutek bolečine, ko si se dotaknil oziroma dodal pritisk na mišico gastrocnemius in soleus, in je v skupini, ki se je valčkala, bil tisti občutek bolečine manjši. Oziroma se je bolj zmanjšala bolečina v primerjavi, kak je bilo pred stanjem oziroma pol, ko so se zvalčkali oziroma raztegnali. Evo, na koncu sem si pa pogledal še toto malo bolj obsežno zadevo, to je pa v bistvu pregled študij oziroma pregled literature, ki se tiče foam rollinga oziroma samo masaže z valjem. Pregledanih je bilo pol na koncu 14 študij, ki so upoštevali vse kriterije, ki so pač bili potrebni, in so prišli dejansko skoraj do čist istih zaključkov, ko smo si pa zdaj pač mi pogledali, da so te študije pokazale. Se pravi, zaključili so, da valčkanje ima nek vpliv na mišice iz vidika range of motiona, predvsem je tisti vpliv akuten in kratkotrajajoč, in pa da hkrati ne vpliva negativno na sam mišični performance med vadbo. Se pravi, da bi mišica bila bolj nestabilna ali pa da bi razvila manj moči. Omenili so tudi, da pač opažajo nek trend izboljšanja samega mišičnega performanca, če si ti v bistvu med seti valčkaš ali pa po treningu valčkaš mišice. Iz vidika, če naprimer rečemo, da pač mi zdaj imamo v ponedeljek en trening, pa v torek en trening, pa v sredo en trening, pa če se po treningih ne bi valčkali. Če se povalčkamo, bo ta torek pa četrtek oziroma torek pa sreda verjetno malo bolj učinkovita iz vidika volumna oziroma iz vidika razvoja moči, zaradi tega, ker pač zmanjša malo muskelni fiber, kar je logično že sam iz vidika percepcije bolečine. To je pa v bistvu to. Zdaj si pa pogledamo še, kako je moje mnenje oziroma kako jaz uporabljam in jaz priporočam uporabo samega valčka. Jaz osebno v prvi vrsti uporabljam valčkanje oziroma samo masažo z valjem kot neko sredstvo za dekompresijo hrbtenice. Takrat, ko naprimer ali obdelujem vlog, ko malo dlje sedim zraven računalnika, ali pa ko pač berem neke raziskave, ko uro ali pa 2 ali pa 3 ure sedim zraven računalnika nepremično, pa pač ko čutim, da se mi je začela hrbtenica oziroma predvsem medenica zategovati, si vzamem 3 minutke cajta, grem na tla, pa se pač povalčkam. Predvsem uporabljam valčkanje kot neko pomoč pri dekompresiji same hrbtenice, zaradi tega, ker so mišice še vseeno malo zategnjene, ko se usedeš, ko se pač v take neke skrajne ali pa butaste položaje daš, in pol pač valčkanje poskrbi, da se mišica malo zravna, in s tem, ko se mišica malo zravna, pa malo popusti, mogoče pač lahko tudi narediš dekompresijo hrbtenice. Jaz osebno to čutim, meni tako vedno popoka, in se mi zdi, da je to ena taka full hitra 3-minutna oblika sprostitve, potem pa grem nazaj sedeti spet za kakšno urico ali pa 2, pa spet brati naprej. Se pravi, prva stvar je pač ta neka akutna, kratkotrajna mišična sprostitev, to, kar tudi kažejo raziskave. Potem pa drug način, na katerega jaz uporabljam valčkanje, je pa v bistvu vsak dan, potem, ko pridem iz sprehoda, jaz grem za 20 minut na sprehod, da vidimo sončne žarke, pa levo pa desno, pa ko pridem nazaj, se pa še približno 20 do 25 minut valčkam, ampak to je pač celo telo. To zdaj ni tako, da bi jaz zdaj prav iskal, ok, danes imam pa zategnjeno zadnjo ložo, pa si bom zadnjo ložo valčko, ali pa danes imam zategnjen križ. Načeloma je pač skoraj vedno grem čez celo telo. Če vidim, medtem ko jaz grem čez mišiče, oziroma čez fascije, kakorkoli, vidim, da je kje zategnjeno, oziroma je kakšna res organ trigger točka, ok, itak dam tam malo več pozornosti. Ampak tule bolj kot ne toliko prevalčkam, da malo prehidriram celotne strukture, da malo prekrvavim. Zdaj tule nisem najdel neke študije, če res prehidrira fascija oziroma jih ne. Jaz mislim, da jih. Občutek tudi je boljši, ko se povalčkaš, če že ne drugega, si sam zaradi tega, ko si pač na baroreceptorje vplival, manj zategnen. Teda to je v bistvu drug način, na kak način pač jaz uporabljam še valčkanje. In to je v bistvu zdaj pač kar lahko preidem na drug point, da valčkanje je včasih lahko tudi malo placebo. Zdaj pri svojih strankah opažam tudi, da včasih lahko kdo reče, jaz bi se pa ful žvalčkal zato, ko mi paše, pa načeloma ne naredi nič kaj, ampak samo on se počuti, da bo boljši in je dejansko pol pač boljši trening. S tem nič narobe. Včasih kdo reče, jaz se pa ne bom povalčkal zaradi tega, ker se pol celega mehkega počutim. Tudi to je v redu, to ne pomeni, da valčkanje ne deluje.
Tako da, tule je spet ful osebna preferenca. Bi pa mogoče dal samo eno opozorilo, da pač sam osebno ne bi priporočil, da zdaj priješ na trening, se mogoče ogreješ tam na nekih eliptičnih mašinah, pa greš pa se 20 ali pa 30 minut orang valčkaš, pol greš pa delati, ne vem, neke težke serije ali pa neke intenzivne treninge ali pa neki, ker tek pa boš mogoče mal masiral mišico, prej tako neko testo, pa bo pol cela mehka, pa si lahko kaj narediš. Še vedno, nobena študija to do zdaj ni pokazala, oziroma jaz nisem videl, ampak jaz, če bi mogel malo v prakso speljati zadeve, jaz tega pač ne bi delal. Ok, to je v bistvu to. Naredimo zdaj en tak hiter povzetek. Valčkanje v prvi vrsti lahko pomaga zmanjšati muskel fiber, predvsem iz vidika naših občutkov, kako se počutimo, da je muskel fiber hud, oziroma kako nas boli, ko se dotikamo tistih mišic. 100% izboljša samo gibljivost mišic, oziroma predvsem range of motion, kam lahko naša roka naprimer gre nazaj, oziroma naprej, oziroma gor dol, karkoli, ampak je učinek, predvsem v vseh študijah se bolj kot ne kaže, da je učinek akuten in pa da ne traja dolgo časa. To pomeni, če se mi lepo ogrejemo, da damo pa zdaj malo bolj v prakso, če se zdaj naprimer mi ogrejemo, pa imamo naprimer počep nad glavo, pa čutimo, da so naši, ne vem, latisimusi malo zategeni ali pa da je, ne vem, pektorali zategeni, da ne moramo ramenskega obroča toliko odpreti, da bi lahko utež lepo držali nad glavo, lahko se mi pred samo serijo oziroma pred samo izvedbo počepa si povalčkamo to, kar je pa zategeno, ne vem, v tem primeru pektoralis ali pa latisimus, in bo test set bolj učinkovit iz vidika same tehnike izvedbe vaje, kar lahko tudi pol pomaga pri samih, ne vem, gainsih, pol ko delaš, ker si delo pač na pravi način, oziroma prejačanju določenih mišic. Teda, na tak način valčkanje se lahko uporablja. Se mi pa zdi, da je dejansko najboljši učinek samo masaže z valjem iz vidika laktata, oziroma ko pač mi delamo nek trening laktatne tolerance, potem, če hočemo, da so naše mišice še učinkovite, se pravi, ne vem, to bi jaz najbolj uporabil v tekmovalnem obdobju, ali pa tako imajo, ne vem, ko imajo določeni športi, imajo več tekmo v enem dnevu, ne vem, neki borilni športi, tako je brazilski jiu-jitsu, ali pa tako je naprimer crossfit, ko sta 2 ali pa 3 workouti na dan. Zdaj, če se boš po prvem workoutu pa po drugem workoutu povalčko, boš bolj učinkovit na tretjemu, oziroma, če se boš po prvemu povalčko, boš bolj učinkovit na drugemu. Tako da, zato jaz osebno mislim, da ima valčkanje največji vpliv, oziroma na to. Se pravi, iz vidika samega splakovanja metabolitov iz mišic. Plus, verjetno ima še tule vmes kaj tudi pritisk na baroreceptorje. Zdaj nekih posebnih valčkov ne morem priporočati, ker pač posebnih valčkov ni. Imamo določene oblike valčkov, lahko tudi zdaj pokažem, kako moj valček izgleda. Moj valček je v bistvu tak, pol je špičast, pol je gladek, ni preveč trd, se pravi, je pena, ampak ni zdaj čisto ta mehka. Pol imam pa še v tem valčku žogico. Žogica je v bistvu zato, ker je bolj trda, pa da zadaneš bolj kakšne globoke strukture, žogica izgleda tak. Pol imam pa še tukaj en čista mali valček, valček ima pa v bistvu žleb. To je za meče, pač, ker je lažje zadeti meča, ko pa sta velikim. Tule je pa žleb v bistvu za tetivo, ko pa manj osebno valčkanje po tetivi, pač čisto na začetku ful paše. Tako da, valčkov zdaj posebnih ful ne morem priporočati, zaradi tega, ker smo vsi si čisto različni pri tem, koliko pritiska nam paše, pol je tudi odvisno, koliko fejst imamo muskel fibra po treningih, oziroma itak od treninga do treninga tudi varira. Tako da, načeloma je treba stestirati, zdaj pač jaz bi še vseeno pazil, da nisem nek sadist, pa me tule vse boli, vmes ko se valčkam zaradi tega, ker takrat se pač bolj zategneš, če te bolj boli v pritisku in se dejansko pač boš kontra naredil, se pravi, ti se boš hotel sprostiti, pa se ne boš mogel, zato ker boš cel zategen, da še vseeno, preveč med valčkanjem pač ne sme boleti. Hvala za ogled, če imaš kako vprašanje, ga napiš, če sem kaj pozabil povedati, tudi napiš, itak bom odgovoril, drugače se pa vidimo v naslednjem vlogu. Ajde!